Kdo kuha najboljšo turško kavo? Slovenka ali Srb? Ne eden, ne drug. Kdo pa? Ćao, čao! Mi dva sva Klara. In Miroslav. Vi gledate Vamo tamo. Zdravo! Ona je, Slovenka. ja sam. Srb. In kar nama je skupno, dobra turška kava. Ampak ful mi je zanimivo, ne, ker vsi rečemo turška kava, ampak vsake kuha pa na 1001 način, ne? Ja, jaz jo delam na svoj način. In kakšen je to tvoj način? Ena žlička, ena skodelca, ena oseba in enkrat zavri Ja. in ful ljubezni daš noter, zliješ in daš cuker zraven. Ali lokum. Ne. 2 žlički na osebo, 2krat prevreš, In manj 2krat ljubezni. več ljubezni, pa 2 cukrčka zraven. Ja, bomo videli, koliko je to tvoje ljubezni. To bomo videli zdajle. Gremo preveriti, kjer boljša skuha. Ajde. Ajde. Okej, no, pa da vidimo, ne, kaj si Koga je tu? A? Kaj so te mehuri? Lej, kako je lepa penca. Kaka Ne, penca. mora biti pri kavi, ne pa. Kaj je tu? Milni mehurčki. A se to je? Vidiš, koliko je gosta, pogled to. Ajde. Me je kar strah. Sploh nima vonja, to pravga, ker je premalo kave noter. Ja, zdaj vem, ali je tvoj soc gor ali je dol. Veš, zdajle, ne vem, kje začeti, veš. Stekla sem se. A veš, kdo dela najboljšo kavo? Ne, ti. Halime dela najboljšo kavo. Kdo je Halime? Moja sodelavka, Albanka iz Makedonije. Halime! Kaj je Miroslav? Pa nič, Halime. Klara poskuša tukaj neko kavo narediti, ampak ji pač ne gre, veš. Pa te prosim malo razloži tvoj način priprave kave. Mi prvo damo kavo, evo, odvisno za ena oseba, damo tukaj na veliko žlico, pa ne, tako na pol, pa je hladna voda, Hladno vodo. ja, Čez kavo. tako, ok, in mešaš, da to se vse stopi, vidiš, in potem tle počasi počakaš in uživaš v tem to, da skuhaš kavo. Slišal sem, da nisi sam zaradi kave tukaj priljubljena v Novem mestu. V bistvu ljudi te vabijo vse posod, zaradi tega, ker sem slišal, da govoriš 2 jezika. Jaz govorim in albansko in slovensko, ker sem Albanka, pa še makedonsko. Se vidi, koliko obvladaš slovenščino in albanščino, vem, da ti je materni jezik. Kako si se sploh naučila? Ja, to je zelo smešno. Največ sem se naučila od risank. Ja, Klara. Ja, Pusa Pepa, Maša in Medved, pa vse drugo. In še ti gledaš, ja. In od letakov tako. Halime, ti si visoko izobražena in dejansko z vsemi temi tvojimi izkušnjami in to pozitivno energijo lahko dobiš v bistvu službo kjerkoli. Kaj pa delaš, kaj počneš na mestu? Evo, jaz delam na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Sodelujem s šolami, z vrtci, z varno hišo, s CSD-jem, učimo otroke. Ampak slišal sem tudi, da ful pomagaš drugim Albancem, ko pridejo tukaj, da se tukaj integrirajo v tem okolju. Ja, to pa je res. Takoj, ko pridejo, vedno se potrudim. Jaz sem za njih dosegljiva 24 ur na dan in če po noči me pokličejo. In mene to res izpolnjuje. Meni to ni težko. Čeprav eni pravijo, ja, Halime, kako ti to uspe, ampak meni to izpolnjuje in sem res vesela, da lahko komu pomagam. Zase pa ne boš natočila kave? Ne, jaz itak ne pijem kave. Kuhaš pa ne piješ. Ja, sej ne rabim. Sej imam jaz veliko energije. Aha, ti rad pomagaš, pa rad deliš to Tako, energijo drugim. ja, Bravo. Vidi, že čutim energijo, vidi. Gre skozi žile, vidi. Pa smo dobila recept za vrhunsko kavo. Ja, ampak veš, vsi pripravljamo turško kavo, ampak vsak na svoj neki način. Veš, kaj je najbolj pomembno? Kaj? Da se vsi družimo in pa imamo. In uživamo ob kavi. Ja. Ampak mislim, da lahko oba potrdiva, da je Halimina kava zmagala. Če vam bi ta izziv všeč, Ne pozabiti lajkati komentirati in se prijaviti na najin kanal. ter seveda deliti
in video z drugimi. In ne pozabite, da rabimo tukaj nove sodelavce, ki bodo nam pomagali ustvarjati ta kanal. Zato nič ne odlašati in se čim prej prijavite na brezplačni tečaj za video in content, Kreatorje. kreatorje. Čau, se vidimo.